Lepo pozdravljeni, skupaj smo, dober večer, dober večer, lepo pozdravljeni. Spet imamo naš skupen večer, danes bi se rada posvetila naši novi temi, kako preprečiti izgorelost, izčrpanost. Vsi vemo, da časi so res naporni, marsikdo od nas, od vas je šel tudi čez težke trenutke, tudi bolezen je bila vmes, ampak zdaj smo tukaj, moramo okrevati, ne samo fizično, tudi psihično. In danes bom z vami delila, kako nekaj nasvetov, nekaj jasnosti, kako lahko preprečimo izgorelost. Izgorelost je bila tema že prej, ampak zdaj v tem časih je pa še bolj aktualna. Izgorevajo že mladi, otroci, najstniki, čisto mladi. Evo, dobrodošli, se mi že pridružujete, zelo sem vesela, da smo danes skupaj na našem skupnem sredinem live eventu in dobrodošli. Tema je sicer malo težja, ampak jo bomo obrnili v pozitivno. Lahko bi tudi rekli, kako živeti lahkotno, kako živeti sproščeno, kako se rešiti izgorelosti, kako se rešiti napetosti, kako se rešiti utrujenosti in kako zaživeti, da nam je fajn, kako iti ven iz te drame, v kateri smo zdaj že nekaj časa, marsikdo, in kako si narediti svoje mikrookolje krasno, lepo, veselo in kako se počutiti res dobro. Torej, vedno, ko se pogovarjamo o izgorelosti, o izčrpanosti, gre za to, da je stres, ki pritiska na nas, ali pa zahteve okolice, ki pritiska na nas, so večje, kot mi to zmoremo. In zaradi tega se zgodi, da preprosto na neki točki nam zmanjka energije. In kako se to kaže? To se kaže kot pretirana utrujenost, to se kaže na vseh, na celem telesu. Pretirana utrujenost, pretirana izčrpanost, lahko imamo povečan apetit, lahko in se zredimo od tega, ker pač bi radi neko hrano, zato da se boljše počutimo. Lahko pa preprosto ne moramo več jesti in hujšamo od vsega tega. In to je v bistvu znamenje, da moramo resetirati svoje telo, da moramo narediti time out in se malo pogovoriti sami s sabo, se posvetiti sebi, ugotoviti, v čem je problem in ugotoviti, kako lahko sami sebe ojačamo, da bomo kos stresu, ki prihaja nad nas, ki je pač vsak dan okoli nas, in kako bomo toliko močni, da bomo vseeno lahko živeli lahkotno. In marsikomu, ki je danes sredi drame, sredi stisk, sredi težav, se zdi, kot da je to skoraj nemogoče. Ampak vam povem, če strnemo prave moči, če pravilno pristopimo, se da dejansko tukaj resnično veliko narediti. Namreč, velikokrat ne moremo spremeniti zunanjih okoliščin, vsaj na prvo žogo ne, na prvi pogled ne. Moramo spremeniti sebe. Iščemo, kaj je tisto v nas, kjer smo preveč krhki, kaj je tisto v nas, kjer smo preveč ranljivi, kaj je tisto v nas, ki nam vzame preveč energije. Kaj vi mislite? Lahko mi tudi kaj napišete. Vesela sem, da ste z mano, vesela sem tudi za vse, ki gledate posnetek, ki vam te stvari potem pridejo prav, in ker imam rada komunikacijo z vami, imam rada tudi, da mi malo napišete. Čeprav so teme take, da se jih malo izogibamo, da so malo bolj skrivnostne, da se nočemo izdati, ampak nič hudega. To je danes postala naša realnost, to je danes postalo del našega življenja. No, pa gremo naprej. Prvo, kar bi vam rada povedala, resnično iz srca, da je vsak od nas vreden tega, da se počuti dobro. Vreden je vsak od nas tega, da gre ven iz drame in da zaživi lahkotno življenje. Tudi vi ste vredni, tudi ti si vredna, ti si vreden. Vsak od nas si zasluži, da živi lahkotno življenje, in veste kaj, za vsakega od nas je možno, da zaživimo lahkotno življenje. In če kdaj, potem je letošnjem letu klic tega leta, klic vibracije cele zemlje, klic vibracije vesolja, vsega in vsega, kar se znotraj nas dogaja in okoli nas, da se dvignemo nad svoje lastne drame, da se dvignemo nad drame, ki se okoli nas dogajajo, in da zaživimo v lahkotnosti. Kako pa to naredimo? Prvič, moj recept je vedno od znotraj navzven. Vedno se vprašamo, kaj lahko pri sebi spremenim, da bom jaz tista,
ki bom izžarevala veselje, ki bom izžarevala ljubezen, ki se ne bom pustila, da me dnevne novice spravijo na kolena, ali da me stresni dogodki, ali me slaba volja koga od mojih bližnjih, da me spravi na kolena, da mi vzame življenjsko moč, da mi vzame življenjsko veselje. Dobrodošli vsi, ki ste se mi ravnokar pridružili. Vesela sem, da smo zdaj skupaj. Torej, temo imamo, kako preprečiti izčrpanost in izgorelost, ali če obrnemo ploščo, kako živeti lahkotno, kako se dvigniti nad dramo, kako zaživeti lahkotno. In tisto, kar lahko spremenimo, je v bistvu naš odziv na vse skupaj. In jaz že 10 let delam kot terapevtka, 10 let sem ogromno ljudem pomagala, da so se rešili in izgorelosti, in anksioznosti, in depresije, in paničnih napadov, in ljubosumja, in vseh teh težkih občutij. In kaj je v bistvu skupni imenovalec vsega tega, kar sem vam zdaj naštela? Skupni imenovalec je, da nas preplavljajo negativni občutki, ki jim nekako nismo kos. Preplavljajo nas negativni občutki in nekako ne zdržimo. Logično vemo, pa sej mi nič ne manjka. Logično vemo, pa sej imam ljubečega moža, pa sej imam krasne otroke, pa sej imam službo še kar v redu, pa sej nam nič ne manjka, sej imamo topel dom, imamo poln hladilnik, imamo lepo naravo v tej naši deželi. A zakaj se počutim slabo? Zakaj ne zmorem? Zakaj nimam moči? Zakaj včasih nimam moči niti zjutraj vstati? Zakaj nimam moči popoldne se igrati s svojimi otroci? Zakaj kar padem po tleh? Zakaj nimam moči? Odgovor ni tako enostaven, a v bistvu je tukaj čisto na dlani. Zakaj? Zato, ker je izgorelost, izčrpanost in to, da nas preplavljajo slabi občutki, je posledica vsega težkega, kar se nam je nabralo v našem življenju. Ja, in to ljudje težko razumejo. Ko jim jaz to razlagam, velikokrat, skoraj vsak dan dobim to vprašanje. Zakaj ravno zdaj se mi to pojavi? Zdaj, ko sem si uredila življenje, zdaj, ko mi je vse fajn, zakaj me preplavljajo ti težki občutki? In kaj je odgovor? In prej, ko to razumete, prej, ko to sprejmete, čeprav je težko sprejeti, ker je malo drugače, kot bi mogoče brali vse povsod drugje, lažje vam je. Kaj je odgovor? To slabo počutje ni vse od danes. To slabo počutje je tudi od stresnih situacij, ko vam je umrl nekdo, ki ste ga imeli radi. To je tudi od mobinga, pa če se je dogajal 10 let nazaj. To je tudi od tega, da vas je, ko ste bili majhni, mogoče kdo od staršev kritiziral. To je mogoče tudi od časov, ko ste bili v šoli, pa ste trepetali za vsako oceno. To je mogoče tudi od časov, ko ste dobili prvo najstniško zavrnitev. Torej, to, kar danes doživljamo, ni vse od danes. To je od prej, to je akumulacija vseh teh težkih občutkov in težko si to predstavljamo, ker naši občutki ne moremo reči nekomu, gospod doktor, izrežite mi to tesnobo ven iz prsi, izpulite mi to utrujenost, ne moremo tega narediti, ker občutki so v našem telesu, ampak če bi nas gledali razne preiskave, običajno ljudje doživijo, in to mi tudi 10 let že skozi ponavljajo. Običajno je vsak posamezen organ čisto zdrav, vsi izvidi so zdravi, a ljudje se vseeno ne počutijo v redu. In kaj to pomeni in zakaj ne? Kadar smo mi izčrpani, kadar pregorevamo, običajno je tako, da smo fizično popolnoma zdravi. Energijsko pa smo izčrpani. In se pravi, kadar smo fizično zdravi, nam nobena preiskava tega ne pokaže, naše telo pa nam kriči, da ni v redu. In to pomeni, da smo energijsko popolnoma izčrpani. Kaj pa to pomeni? Pomeni, da se je tekom let akumuliral stres v našem telesu. Tekom let se je nabralo toliko negativnih občutkov v nas, da preprosto naše telo reče, ne morem več. Ko doživimo mogoče prvo zavrnitev, ko doživimo nekaj težkega v otroštvu, še nekako to se nekam skrije v telo in mi živimo naprej.
ko doživimo prvo romantično izkušnjo, ki se žalostno konča, spet je gre ogromno žalosti v naš srček, v naše telo, pa mi to nekako prebolimo, pa gremo naprej. Potem nam umre mogoče kakšna babica, dedek, nekdo, ki smo ga imeli resnično radi, ki smo ga resnično čutili blizu. In kaj se zgodi? Ja, spet gre polno žalosti v naše srce, v naše telo, v naš energijski sistem telesa in tako naprej. In potem tekom let se stvari nabirajo in potem se zgodijo taki časi, kot se nam dogajajo zadnji 2 leti, ko je res veliko, veliko nekih takih novic in vse to, če pustimo, se nabira. In zdaj rekli boste, v redu, kaj pa je rešitev? Jaz sem spoznala, da je rešitev, da se ukvarjamo s svojimi občutki, da jih čutimo, da jih v prvi fazi čisto preprosto sprejmemo. In zato bi z vami zdaj naredila eno vajo, s katero, ki je čisto prvi korak, da se rešimo izgorelosti, da se rešimo izčrpanosti. Prvi korak je to, preprosto objamimo se, dajmo narediti zdaj to, prosim. Objamite se, lahko tudi zaprete oči, samo objamite se in sprejmite svoje občutke, karkoli ta trenutek čutite. Vem, da se ves čas borite proti njim, vem, da vam grejo na živce, vem, da vas ovirajo, vem, da bi se radi spet fajn počutili, ampak ta moment samo sprejmimo. Sprejmimo, tukaj sem in tako se počutim. Ta moment sprejmem, sprejmite to svoje ubogo telo, nehamo se boriti sami proti sebi. Samo sprejmemo svoje telo, sprejmemo svoje občutke. Če imate čuden pritisk v glavi, primite se za glavo, samo sprejmite svojo glavo. Če imate cmok v grlu, sprejmite ta cmok v grlu. Če vas tišči v prsih, samo ljubeče sprejmete. Če vas boli želodec, primite se za želodec. Če imate kjerkoli drugje po telesu, samo sprejmite. To je vedno prvi korak, da sprejmemo stanje, v katerem smo. Podobno bi bilo, samo eno primerjavo, kratko vam dam, vemo, ko se včasih malo zredimo, pa nas že malo hlače tiščijo, pa ne upamo stopiti na tehtnico. Zakaj? Ker če bi stopili na tehtnico, bi si priznali, ok, tu sem in od tu lahko zdaj nekaj naredim. In tako isto tu. Prvi korak, da sprejmemo svoje občutke, sprejmemo, kako se počutimo, in drugi korak je, da začnemo te občutke razreševati. In tukaj absolutno obstaja rešitev, rešitev pa je, da gledamo nazaj, kateri stres v našem življenju je tisti, ki nas je toliko se vtisnil v nas, da nam je pustilo to posledice. Včasih ljudje, ki mogoče veliko berete, pa vam je to blizu, kar vam govorim, mogoče pa kdo, ki pa sploh ne bere, ki pa še se ni rabil s tem nikoli ukvarjati, mu je pa zelo tuje. Ja, mimogrede, če imate kakšno vprašanje, komentarje napišite, vse vam bom z veseljem odgovorila, ta trenutek jih težko vidim, ampak vse vam bom odgovorila, zelo vesela sem, da ste z mano, vesela sem, da se o teh temah pogovarjamo in vesela sem, da sem zbrala tudi jaz toliko poguma, da sem tudi premagala neke svoje stare vzorce, da sem lahko šla, da sem zdaj tukaj med vami in da si malo delimo to znanje in da si pomagamo, da vsi skupaj rastemo. Torej, kaj je rešitev? Kako rešimo izgorelost? Izgorelost običajno ljudje, ki dobijo to diagnozo, in kot sem rekla, lahko dobijo 30-letniki diagnozo, 20-letniki lahko dobijo diagnozo ali pa 50-letniki, starejši, ni važno. Takrat običajno človek resnično nič ne more in dobi bolniško. Bolniški stalež in je doma. Ampak večinoma samo počitek ni dovolj. Tudi če lahko gre v naravo, tudi če se lahko giblje, tudi če poskrbi za neka taka razvedrila, običajno, tudi če bolniška dalj časa traja, ni dovolj, da bi se ljudje rehabilitirali popolnoma, ni dovolj, da bi ljudje res spet dobili tisto življenjsko moč. Mogoče vam je to blizu, kaj vam zdaj govorim. Zakaj? Ker je potrebno resetirati svoje telo, tako kot računalnik, včasih je treba resetirati, ugasniti pa znova prižgati. Tako kot je treba iz telefona včasih ali pa odkot zbrisati stare podatke ali pa iz računalnika, tako je potrebno ta stres iz svojega telesa izbrisati. Izbrisati je treba. In prvi korak je, da si napišete vse dogodke, ki ste jih doživeli, ki so bili težki za vas. In potem je potrebno enega za drugim predelati na tak način, da ne vpliva več na nas. Spet, kako to naredimo?
vsak dogodek, ki smo ga mi stresni dogodek doživeli, če je bil res stres za nas, se pravi, ni več pomembno, kaj se je v resnici z vami zgodilo, pomembno je, kako se je to zapisalo v vas. Ampak kaj je tukaj bistveno? Bistveno je, da se poleg tega, da se je spomin vtisnil v nas, poleg tega se je na spomin vtisnil tudi občutek, ki je lahko občutek strahu, občutek ogroženosti, občutek nemoči, katerikoli negativni občutek. In mi lahko z nekim tapkanjem, z nekim procesom izbrišemo te težke občutke iz našega telesa. Izbrišemo, preprosto izbrišemo. Ne moramo brisati spominov, lahko pa brišemo vse te težke občutke. Kako to naredimo? Tisti, ki še ne poznate to knjigo, mojo knjigo, lahko si jo, če jo imate, jo lahko še enkrat natančno preberete, lahko pa si jo tudi naročite. Pa nočem delati reklame za knjigo, samo tukaj boste lažje razumeli, kaj se v resnici z nami dogaja in kako te občutke resnično brišemo iz telesa. Bomo pa mi tudi malo to danes poskusili. Torej, rešitev je, da se ukvarjamo sami sabo, v prvi fazi, da sprejmemo občutke in v drugi fazi, da brišemo občutke iz preteklosti, iz svojega telesa. Marsikdo, ki to sliši, ni najbolj zadovoljen, ker mi ljudje bi radi imeli kratko rešitev, hitro rešitev, radi bi, da se stvari rešijo 1, 2, 3, ampak žal ne gre čisto 1, 2, 3, ne gre čez noč. Vseeno pa v nekaj mesecih, v nekaj tednih ali če imate manjše težave v nekaj dneh, lahko zelo veliko naredite, da spet dobite svojo moč nazaj, da se spet počutite močno, da se spet počutite, da vam je okej. Tako, in zdaj bi z vami naredila nekaj tapkanja, čisto preprosto, da malo vam dam okusiti, kaj vse je možno, kako vse lahko mi zbrišemo te slabe občutke iz telesa, da spet dobimo neko moč vase. Prav? Pa začnemo čisto preprosto, z osnovnim postopkom, pa tapkamo na karate točko. Ja, mogoče še par besed, zakaj sploh tapkamo, zakaj uporabljamo tapkanje, zakaj jaz kot terapevtka že 20 let, pa se opravičujem, 10 let uporabljam tapkanje. Zakaj? Zato, ker deluje. Ker ko gre za naše občutke, ni dovolj, da samo logično se nekaj odločimo, ker ni dovolj, če nam tu noter vse vre, če smo nemirni, če nam telo drgeta, ni dovolj, da samo logično rečemo, evo, zdaj se bom pomirila. Večinoma tudi ni dovolj samo meditacija, večinoma ni dovolj tudi samo šport, ki ga imamo vsi radi, posebej moški, ki se s športom želijo boljše počutiti, do neke mere gre, ko pa je stresa preveč, pa več ne gre. Takrat pa rabimo še nekaj drugega. In tapkanje je pa res tehnika, s katero lahko posežemo v svoje občutke in zmanjšujemo jakost negativnih občutkov. In bolj, ko zmanjšujemo jakost negativnih občutkov, manj je drame v nas, več lahkotnosti pride, manj je izgorelosti, manj je izčrpanosti in spet lahko se razcvetimo in spet smo lahko v polnem zanosu. Torej, še enkrat vsi dobrodošli, zelo sem vesela, da ste tukaj. Lepo prosim, če mi kaj napišete, opogumite se, zdaj ste v skupini, kjer so tudi drugi ljudje, ki so podobne stiske imamo, vsi podelimo si, lažje nam bo, vsakemu bom iskreno odgovorila. To zdaj ni več tabu, to je nekaj, kar nujno rabimo. Tako kot rabimo hrano, rabimo zrak, rabimo počitek, rabimo v teh časih tudi vedeti, kako si pomagamo, kadar je stresa preveč, kadar se nam nalaga preveč v naše telo, ker to je edini način, da res ohranimo zdravje. Okej, in zakaj tapkamo? Tapkamo preprosto zato, ker ta tehnika je bila razvita 25 let nazaj, imenuje se Emotional Freedom Technique ali EFT, EFT po slovensko ali tapkanje po slovensko. Je pa izpeljanka iz akupunkture in kombiniramo v bistvu modrost neke naše zahodne psihoterapije, ukvarjanja z našimi spomini, z našo psiho. In psiha je pa seveda povezana z našim telesom, sploh čisto neločljivo, to je neločljivo in s tem, ko pomagamo psihi, pomagamo telesu. In ko imamo problem s psiho, imamo problem s telesom, to verjetno vsi čutimo. Torej, ta tehnika je kombinacija te zahodne psihoterapije in vzhodnjaškega načina dostopanja do zdravja, to pa preko energijskih točk, ki so preprosto točke, ki so
izposojene iz akupunkture, seveda pri akupunkturi je teh točk zelo veliko, mojstri akupunkture to študirajo leta, mi pa se lahko to danes naučimo in lahko danes začnemo uporabljati. In ko se bomo iz enega srečanja v drugo več naučili, več poskušali, boste tudi videli, kako tapkanje lahko vam veliko naredi za vas. In zdaj, zakaj tapkamo? Ker preko teh akupunkturnih točk dostopamo do naših občutkov in zmanjšujemo njihovo jakost. Čisto preprosto. Torej, vključimo govorjenje, vključimo, da čutimo stvari in vključimo fizično komponento tapkanja. Genialno. Pri akupunkturi ste vi pasivni, akupunktura mimogrede veste, da je znanstveno dokazana, da je to nekaj, kar se v svetu široko uporablja. Tapkanje je pač mlada veda, ampak ima še vedno zelo veliko tudi znanstvenih študij. Največ jih je ravno na področju anksioznosti, izgorelosti, pač na teh stvareh. Veliko pa tudi na temo, kako dosegati večje in poslovne in športne rezultate, ker s tem, ko premagujemo svoje notranje ovire, notranje strahove, vedno lahko dosežemo več. Ok, torej upam, da vam je teorije bilo dovolj za enkrat, zdaj pa rabimo prakso. Zdaj pa želimo doživeti, da nam resnično lahko nekaj olajša. Pa vas vabim, da naredimo najprej osnovni postopek, začnemo tapkati na karate točko. Karate točka se imenuje, kot bi udarili karate, ali na eni stroki, ali na drugi. In rečemo, kljub temu, da čutim vse te občutke, govorimo v bistvu o negativnih, ne? Pardon, najprej naredimo vdih, izdih. Začutite svoje telo. In prepoznajte, kateri občutek je najbolj negativen. Ali je to samo napetost v telesu, ali je karkoli drugega. In dajte neko jakost tega od 0 do 10. Če bi 10 pomenilo, da to najbolj drži, kje smo zdaj. Prav? Pa gremo. Kljub temu, da čutim napetost v telesu, se imam rada in se sprejemam. 3-krat bomo naredili na roki. Kljub temu, da čutim napetost v telesu, se imam rad in se sprejemam. In še 3. Kljub temu, da čutim napetost v telesu, se imam rada in se sprejemam. In zdaj gremo na vsako točko in čisto preprosto rečemo napetost v telesu, pa na strani očesa napetost v telesu, pod očesom napetost v telesu, napetost v telesu, zdaj smo pod usti, napetost v telesu, pa ključnica, napetost v telesu, pod pazduho, napetost v telesu in na vrhu glave, napetost v telesu. Super, naredimo močen vdih, izdih. Bomo naredili še par krogov, da se res naučimo osnovnega postopka, naslednjič pa bomo šli še kak korak naprej. Zdaj bomo pa rekli, kljub temu, da sem utrujena. V redu? Vedno govorimo tisto, kar čutimo, tako da zdaj bomo šli čisto preproste stvari, kot vam bom jaz nekako splošno izbrala. Če boste pa sami tapkali, pa dajte tisto, kar čutite, dati v besede. Prav? Pa začnemo. Kljub temu, da sem utrujena. Samo čutite to utrujenost. Ne smete, besede niso samo v logiki, mora celo telo. To, kar celo telo čuti, to mi damo besede med tapkanjem, če želimo, da smo uspešni. V redu? Kljub temu, da sem utrujena, se imam rada in se sprejemam. Govorite, kot da res mislite. Kljub temu, da sem utrujena, se imam rada in se sprejemam. In še 3. Kljub temu, da sem utrujen, se imam rad in se sprejemam. In na vsaki točki utrujena sem, utrujen sem, točke so vedno iste. Utrujen sem, utrujena sem, utrujen sem. Super, naredimo vdih, izdih. Nekoč so me vprašali, zakaj si negativne stvari vbijamo v glavo. Zakaj? Zato, ker v bistvu si jih izbijamo iz glave ven. V bistvu govorimo samo tisto, kar čutimo. In ko ne čutimo več utrujenosti, ko ne čutimo več napetosti, ko ne čutimo strahov, mi lahko s pozitivnimi besedami sebe ojačamo. Prav? Dajmo še en krog. Kljub temu, da sem nemočna. Nemoč je tudi občutek, ki ga čutimo v izgorelosti, v utrujenosti. Pa probajte malo zaznati, če bi bila to tudi vaša beseda za ta trenutek, pa naredimo en krog. Kljub temu, da sem
Kaj smo rekli? Malo sem tudi jaz utrujena. Kljub temu, da se čutim nemočno, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da čutim nemoč, se imam rad in se sprejemam. Kljub temu, da čutim nemoč, se imam rada in se sprejemam. In na vsaki točki rečemo, čutim nemoč. 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 Super, naredimo vdih, izdih. In zdaj bomo začeli malo s pozitivnimi besedami. Zdaj pa vas prosim, da samo zaprete oči, naslonite se nazaj, tapkamo po vseh istih točkah kot do zdaj. Kar na te točko spustimo, vse ostale točke, samo želim, da resnično se mi sprostite, samo tapkali boste, jaz vam bom pa govorila. Naj te moje besede pridejo do vas, naj pridejo do vašega srca, do vašega uma, do vašega telesa, da resnično začutite neko globjo sprostitev. Pa poskusimo, pa da vidimo, kako bo delovalo na vas in potem bom zelo vesela tudi vašega komentarja, da vidim, kako deluje in kaj lahko naredim še boljše, še drugače, da se vam še bolj približam, da vam še bolj koristim, prav? Gremo, samo zaprite oči, naslonite se nazaj, samo tapkajte, imejte en svoj ritem, približno 3 do 4krat na vsaki točki, samo tapkajte, točke verjetno že znate, če kakšno se zmotite, nič narobe. In si predstavljate, kot da je vaše telo en instrument, kot ena harfa, na katero igrate in samo tapkate. In samo čutite svoje telo, karkoli to je. Če čutite, da se morate malo zjokati, dajte se, dajte ven stvari. Takoj, ko damo ven stvar, takoj, ko jokamo in zraven tapkamo, doživimo olajšanje, doživimo globoko čiščenje in smo en korak bliže temu, da se rešimo drame, da zaživimo lahkotneje, da zaživimo z več ljubezni, z manj utrujenosti. Samo tapkajte. In se prepustite mojim besedam, dovolite, da pride v vaše srce, odprite se. Ne zadržujte svojih čustev, upam, da ste sami v prostoru, da si dovolite, karkoli se bo zdaj z vami dogajalo, je v redu. Tudi če boste jokali, tudi če boste imeli mravljince, tudi če boste se prepotili, tudi če vam bo postalo vroče, hladno, samo tapkajte, samo čutite svoje telo, zdaj mu pomagamo, da se iz njega izlije vse na vse, kar smo težkega, vse, kar se je nabralo. Varen sem, varna sem. Varen sem, nič ne rabite ponavljati, samo čutite telo. Naj te besede zavibrirajo v vas, naj gre vsako vašo celico. Vse je dobro. Varen sem, varna sem. Varen sem, varna sem. Varen sem, varna sem. Samo čutite, doživljajte. Vse je dobro. Karkoli čutite je v redu, samo prepustite se. Naj valovijo občutki zdaj čez vas. Prepustite se. Tudi če jokajte, izjočite to ven. Končno si dovolite, da daste to ven. Tapkanje je v bistvu samo čiščenje. Je spravljanje težkih stvari ven iz sebe. Je odpiranje nekih travmic, nekih težkih stvari in jih čistimo ven iz telesa, ker jih ne rabimo več, ker jih nočemo nositi. Želimo odložiti ta čustvena hrbtnik, ki ga nosimo, samo dajmo ga ven. Dajmo ven vse to. Varen sem, varna sem. Lepo mi je. Izberem, da grem ven iz svoje drame. Tudi če bom morala za to spustiti kakšno solzico, tudi če bom morala za to se soočiti s kakšno preteklo bolečino,
Tudi če bo moral komu kaj oprostiti, samo spustim to iz telesa. Varen sem, varna sem. Varen sem, varna sem. Vse je dobro. Super, in naredimo vdih, izdih. Evo tako, spet začutite svoje telo, spet se objamemo. In vse, karkoli delamo, delamo z ljubezni do svojega telesa. Ne zahtevamo od njega preveč, ga imamo radi, rabimo ga. Edino to telo imamo tukaj trenutno na planetu Zemlja. Tako. Nekaj sem vam dala danes za pokušino, en majhen korak k temu, kako v bistvu se rešiti izgorelosti, kako se rešiti izčrpanosti. Nadaljevala bom s tem, ker vidim, da vas je vedno več, ki vas te stvari zanimajo in čutim, da lahko zelo veliko vam prispevam in ker se tako lepo odzivate tudi s komentarji in z vsemi željami, smo se z mojo ekipo odločili, da naredimo te Facebook Live naslednji teden 3-krat, da bomo še en termin vam zraven dali, torej 3-krat na teden se bomo srečali, prihodnji teden. Ta teden imamo še v petek, se pravi čez 2 dni, zvečer ob 18. uri, tako da če boste imeli v petek, če imate kako drugo, bolj prijetno druženje, popolnoma razumem, če ne pa ste zelo, zelo toplo, dobrodošli, da se spet dobimo tukaj na Facebook Live. Naslednji teden pa bomo štartali kar s ponedeljkom dopoldan, tisti, ki imate dopoldan čas ob 10. uri naslednji teden petek dopoldan ob 10. in potem bomo zamenjali torke, četrtke, to bo pa ob 18. uri. Tako da vse vam bomo še enkrat napisali, zelo lepo, toplo dobrodošli ste. In stopite z mano na to potovanje, bodite z mano, odločite se, da mi sledite, da se naučite in mi dovolite, da začnem spreminjati vaše življenje na bolje. Dovolite mi, da vam dam roko in da vas peljem iz te drame malo ven. Malo ven iz drame proti temu, da se boste počutili dobro. Torej, spet se dobimo v petek, čez 2 dni zvečer ob 6. Naslednji teden pa zamenjamo termine, ponedeljek zjutraj ob 10. in torke, četrtke ob 18. uri. Tako da zelo vesela bom kakršnega koli vašega komentarja, lahko tudi vprašanja. Zanima me, kako vam je šlo danes, zanima me, kakšen učinek je imelo to tapkanje za vas. Zanima me, kaj se vam je odprlo, dajte se opogumiti, malo si podelimo, mlajši to lažje naredijo, starejši smo včasih malo bolj zadregi, pa mislimo, da ne bo kdo videl, da ne bo slišal, ampak dajmo se opogumiti in posebej Slovenci smo tukaj tisti, ki smo malo bolj zadržani. Ampak to je čas, da gremo iz drame, ki je kolektivna, v kateri smo vsi potunkani, ven v lahkotnost. In ko gremo v lahkotnost, ko čutimo svoje življenje lahkotno, se tudi dosti boljše počutimo. In naslednjič vam lahko še kaj več o mojih izkušnjah povem, v glavnem, tudi jaz sem šla čez to, čez dramo, čez hude, težke občutke, ampak vedno mi je tapkanje pomagalo, da sem se dvignila, da sem šla nad to in da vsakič je moje življenje postalo malo lažje. Vedno pridejo kakšni izzivi, ampak to je način, da rastemo. In ko jemljemo vse skupaj na tak način, je življenje dosti lepše, lažje. Tako da najlepša hvala, da ste bili danes z mano, vesela bom vaših komentarjev, vesela bom druženja, vesela bom, če širite to, če še koga povabite zraven, da gre ta novica tudi v svet, da vsi tisti, ki to potrebujejo, da se pridružijo na teh naših skupnih srečanjih. Zelo vas imam rada, objemam vas vse, en tak e-hug, elektronski objemček, 1000 poljubčkov in se spet vidimo čez 2 dni zvečer ob 18. uri. Napišite mi kaj, bye bye, srečno, lahko noč.